Ekipa Zavrča je doma pričakala Olimpijo. Gostje rabijo 3 točke v boju za Evropo, hkrati pa morajo upati, da Domžale ne zmagajo proti Radomljam. Prva akcija tekme po dobre pol ure igre, po nekaj slabe igre v prvem polčasu. Poskušal je Rok Baskera, tokrat mimo vrat. Prva akcija tudi za domače nogometaše, streljal je Polič, Brljak pa je žogo uspel izbiti v kot. No, napad za domače, streljal je Novoselec, ampak meril previsoko. Potem pa še zadnja minuta prvega polčasa, podal je Kelenc, Kiš pa je premagal Šeligo za 1:0 in prednost Zavrča. Hladen tuš z Olimpijo ob koncu prvega polčasa. Drugi polčas je bil še nekoliko bolj živahen, prva akcija za Ljubljančane, streljal je Špora, na pravem mestu vratar Pridigar. Po podaji Basker je najvišje skočil Nemanja Mitrović in izenačil na 1:1. To je bil že gol za Ljubljančane in izenačenje v Zavrču. Kot naslednji pa nevarnejši domači, to je bila izjemna priložnost. Datković je bil popolnoma sam, ampak na pravem mestu Šeliga, ki se je tokrat izkazal in rešil vrata Olimpije. Velika priložnost še za Mirana Burgića, ki je nespretno zapravil to priložnost. Nato pa nova akcija Zavrča, Muminović je meril, na pravem mestu znova Aleksander Šeliga. In potem še zadnja akcija dvoboja v predzadnji minuti, lepa kombinacija gostov. Golubar je podal, Burgić je s prsi odložil žogo za Šporarja, ki je zadel za zmago Olimpije 1:2. Veliko veselje Ljubljančanom, ampak to veselje ni pomagalo, kajti tudi Domžale so zmagale proti Radomljam in Domžale bodo pot nadaljevali prihodnjo sezono tudi v Evropi. Na koncu pa vendarle Zavrč Olimpija 1:2 zmaga za Ljubljančane. Pa da, gledajte, bili su teški uvjeti. Nije bilo lako igrati, ima dosta vode na terenu, ali... Da, bili so izjemno težki pogoji, ni bilo lahko, ampak povedli smo na začetku in mislim, da bi bilo povsem zasluženo, če bi tekmo na koncu tudi zmagali. Pobjedom? Ja, žal ne zadošča, mi smo danes svoje naredili, vedeli smo, da Radomlje težko, da bojo premagali oziroma vsaj piko vzela v Domžalam. Kaj ne rečem, skozi celotno sezono, mogoče to trenutno naše realno mesto. Če pogledamo, ne vem, 10 mesecev nazaj julija, ko smo kapljali, ko nismo vedeli, kaj bo, koliko je bilo igralcev, je to neka realna slika. Čeprav sam mislim, da bi lahko kakšno mesto ali dva bili višje, ampak glede na lansko sezono, ko je bila Olimpija res razočarana na 7. mestu, smo tokrat 3 mesta napredovali in nekako bo treba strniti vrste in še bolj motivirano iti v naslednjo sezono in narediti 2 koraka naprej.